Namen predavanja je bil v bistvu spoznati primere dobrih praks trajnostnega razvoja, predvsem tudi zato, ker letos Slovenija predseduje Alpski konvenciji in Alpska konvencija kot pogodba o varovanju Alp si seveda v svojih izvedbenih protokolih prizadeva za trajnostni razvoj alpskega prostora, predvsem z uspešnimi zgodbami na lokalni ravni. Nam lahko te uspešne zgodbe predstavite, recimo nekatere? Ja, predvsem so to zgodbe energetskih sanacij na ravni občin, se pravi uvajanja pasivne gradnje na ravni občinskih zgradb, osnovnih šol, recimo tudi gasilskega domova, pa seveda urejanje prometa, tako recimo v Alpskih dolinah urejanje s turističnim prometom, pa seveda tudi v mestih, potem prehod na gondolske žičnice, javni promet, skratka, teme so se pa v bistvu dotikale od primera Werfenweg, recimo najboljšega primera trajnostnega turizma in mobilnosti v Alpah, pa recimo do naših primerov v dolini Vrata, v dolini Planice, tako da potovali smo praktično od francoskih, švicarskih, pa vse tja do slovenskih Alp.